Pozdravljeni! Danes bomo govorili o uporabi številskih izrazov v besedilnih nalogah. Pa si kar oglejmo prvo nalogo. Dedek ima v hiši 3 akvarije. V vsakem akvariju je 6 rdečih ribic in 4 zelene. Koliko ribic je v vseh akvarijih skupaj? Napiši številski izraz. Spodaj imamo narisano že skico. 3 akvarije, v vsakem akvariju je 6 rdečih ribic in 4 zelene. Koliko je skupaj ribic v akvariju? Zato se glasi račun 6 plus 4. In ker imamo 3 enake akvarije, bomo pomnožili z 3. In številski izraz se glasi oklepaj 6 plus 4, zaklepaj, kajti to je število ribic v enem akvariju. Obvezno moramo napisati oklepaj, kajti če oklepaja ne bi bilo, bi imela prednost računska operacija množenje. V našem primeru pa mora imeti prednost seštevanje. In rešimo ta številski izraz. 6 plus 4 je 10, krat prepišem, 3 prepišem, 10 krat 3 je 30. Kaj bi se zgodilo v primeru, da oklepaja ne bi napisali? Številski izraz se glasi 6 plus 4 krat 3. V tem primeru ima prednost množenje, kajti množenje ima prednost pred seštevanjem. Bi morali najprej množiti, to pomeni, da 6 prepišem, plus prepišem, 4 krat 3 zmnožim je 12 in nato seštejem. 6 plus 12 je 18. Ta številski izraz za to nalogo ne ustreza, zato ni pravilno postavljen že v začetku. Odgovor se glasi, v vseh akvarijih je 30 ribic. Oglejmo si še naslednjo besedilno nalogo. Na kmetiji so 4 gnezda s piščančki. V vsakem gnezdu so 3 rumeni in 6 črnih piščančkov. Koliko piščančkov je na kmetiji? Napiši številski izraz. Poglejmo v gnezdo. V njem vidimo 3 rumene piščančke in 6 črnih. Koliko je skupaj piščančkov v enem gnezdu? Račun se glasi 3 plus 6. Ker imamo 4 gnezda, bomo napisali računsko operacijo množenje krat 4. Se pravi, krat 4 smo zapisali tu. Sedaj to skupaj zapišimo še kot številski izraz. Najprej moramo zapisati, koliko piščančkov je v enem gnezdu, zato bomo uporabili oklepaje. Oklepaj 3 plus 6, zaklepaj, to mora imeti prednost, zato smo to naredili, krat 4 je. In izračunamo. Najprej, kar je v oklepaju, 3 plus 6 je 9, krat prepišem, 4 prepišem in zmnožim. 9 krat 4 je 36. V primeru, da oklepaja ne bi zapisali, bi številski izraz izračunali takole. 3 plus 6 krat 4. V tem primeru ima množenje prednost, zato bi 3 prepisali plus prepisali, 6 krat 4 zmnožili. 6 krat 4 je 24. 3 plus 24 je 27. V tem primeru ta številski izraz ne ustreza za to besedilno nalogo. Zato ga prečrtamo. Odgovor se glasi: na kmetiji imajo 36
piščančkov. Oglejmo si še zadnjo nalogo. Na mizi so 3 krožniki s 6 jabolki. Zraven so položena še 4 jabolka. Koliko jabolk je skupaj? Napiši številski izraz. Na enem krožniku je 6 jabolk. In ker imamo 3 takšne krožnike, pomeni, da bomo napisali račun zmnoženja. 6 krat 3. Zraven smo dodali še 4, uporabimo dodati pomeni plus 4 jabolka. In skupaj sestavimo številski izraz. 6 krat 3 plus 4. Zakaj tu nismo dali oklepaja? Ker ni potreben, kajti 6 krat 3 je množenje in ima prednost pred seštevanjem. Tako, da lahko to lepo zmnožimo. 6 krat 3 je 18, plus prepišem, 4 prepišem, 18 plus 4 je 22. Odgovor za to nalogo se glasi, skupaj je 22 jabolk. In na koncu še izziv zate. V zvezek za matematiko napiši besedilno nalogo, ki bo ustrezala fotografiji. Uporabi številski izraz vsaj z 2 različnima računskima operacijama. Slika je takšna. Želim ti obilo uspeha pri pisanju besedilne naloge in reševanju le-te.